je čas, ki da. Je čas, ki vzame. Pravijo, je čas, ki celi rane. In je čas, ki nikdar ne mine, ko zasanjaš se v spomine. Ni smrt tisto, kar nas loči, in življenje ni, kar druži nas. So vezi močnejše, brez spomina so razdalje, kraj in čas. V ta svet se rodimo, živimo in ga zapustimo v času, ki je ravno pravšnji za nas. A vedno, vedno prezgodaj za tiste, ki ostanejo. Ljudje prihajajo in odhajajo v naša življenja. Vse se nenehno spreminja. Življenje samo se nenehno spreminja. Kljub smrti ljubljene osebe so spomini tisti, ki ostanejo zavedno v nas. Saj vsi ti lepi občutki še vedno živijo v nas. Zavedno, zavedno so v nas in nihče nam jih ne more vzeti. Bodimo hvaležni za to milost, da smo lahko imeli toliko časa ob sebi to ljubljeno osebo, katera je zdaj zapustila ta fizični svet. Da nas je ta oseba lahko učila. Učila nas je ljubiti, se smejati ter tudi jokati. Ta oseba je v nas budila občutke, ki bodo vedno in za vselej ostali v nas. Če tudi ljubljene osebe ni več z nami. Prav vse, kar smo stkali skupaj, vse to nas zdaj povezuje. Vse to je zdaj v večnosti, ter bo vedno z nami, za vse čase. Za vekomaj. Ko govorimo o smrti, govorimo pravzaprav o življenju samem. Kajti smrt je del življenja in tako jo tudi sprejmimo. Ni življenje tisto, kar se nam dogaja, vendar kako mi gledamo na vse to, kar se nam dogaja. Ko se bojimo smrti, se pravzaprav bojimo življenja samega in takrat življenja sploh ne živimo, temveč živimo strah. Ozavestimo, da nekoč vsi odidemo iz tega fizičnega sveta in takrat se ponovno srečamo v večnosti. Srečamo se z vsemi, ki jih ni več med nami. Z vsemi, ki so že v večnosti.
Šele takrat, ko ozavestimo smrt, takrat ozavestimo življenje samo. Zavedajmo se, da so ljubljene osebe vedno z nami, čeprav jih ne vidimo in ne slišimo. Tu so v našem srcu. Le mi moramo odpreti svoje srce, da jih lahko čutimo. Ne pozabimo, da je življenje mnogo, mnogo več kot le to, kar lahko mi vidimo, slišimo ter občutimo s svojimi čutili. Toliko je vsega v nas, le odpreti moramo svoje srce in zaupati ter se predati v Božje roke. Verjemimo, da je ljubljena oseba, ki je ni več fizično med nami, zdaj postala ljubezen, zdaj postala svetloba, ki jo lahko mi nenehno občutimo, ko zapremo svoje oči. Ta oseba je zdaj radost, ki nas obdaja na vsakem koraku, ter spokojen mir, ki se spušča med nas, ko se zazremo v nebo. Ljubljena oseba živi v nas, verjemimo to, ter popolnoma zaupajmo. Kajti v nas živijo vsi ti lepi trenutki, ki jih brez te ljubljene osebe ne bi bilo. Zato je prav, da se zdaj s hvaležnostjo vsak zase tiho ozremo k ljubljeni osebi, ter se spomnimo vse ljubezni, vseh naukov, vsega veselja, smeha, sreče, vseh nepozabnih spominov, ki jih je ta oseba budila v nas, ter se zanje iskreno zahvalimo. Verjemimo, če tudi ljubljene osebe ni več fizično med nami. Vse to, kar smo skupaj doživeli,
Vse to bo večno živelo v nas. Vse to živi v nas. Le ozavestimo to, ter se tega resnično zavedajmo. Poskušajmo še bolj odpreti svoje srce ter zaupati in verovati, da je tako. Ljubljena oseba se nam zdaj smeji. Obdana je s svetlobo, obdana je z vso ljubeznijo, ki si jo pa mi niti zamisliti ne moremo v tem trenutku. Le zaupajmo in verujmo, ter še bolj ozavestimo vse te lepe in nepozabne občutke, ki smo jih skupaj doživeli. Tega nam nihče ne more vzeti. To bo večno in vselej v nas. Vedimo, da življenje niso le dnevi, ki so minili, temveč so predvsem dnevi, ki smo si jih zapomnili. Trenutki, ki smo jih vtisnili v svoje srce in bodo vedno z nami. Kajti tisti, ki jih imamo radi, nikdar ne umro, le v nas se preselijo in naprej živijo v naših srcih. So z nami in v nas ostanejo, zavedno so tu. Zavedno so z nami. Hvala.